Na nebu, poglejte! Ptica! Letalo! Superman! V brezkončnem vesolju je nekoč obstajal planet Krypton, ki se je bleščal kot zelena zvezda. Civilizacija je bila tam zelo napredna in je razvila raso superljudi. Njihove duševne in telesne moči so bile vrhunske, toda veliki potresi so začeli ogrožati planet. Vodilni znanstveniki, ki so zaslutili nesrečo, so v mali raketi poslali na Zemljo dojenčka prav takrat, ko je Krypton eksplodiral. Raketa je poletela skozi vesolje in varno pristala na Zemlji z dragocenim tovorom, edinim preživelim s Kryptona. Nek voznik je našel otroka in ga odnesel v sirotišnico. Otrok je odrastel in sčasoma odkril, da ima neverjetno telesno moč. Hitrejši od krogle, močnejši od lokomotive, preskoči lahko nebotičnik. Otrok s Kryptona je zdaj jekleni mož, Superman! Da bi lahko čim več pomagal v brezkončnem boju za pravico, se je zamaskiral v Clarka Kenta, uglajenega poročevalca velikega časopisa. Odgovorni urednik. Kent, pridi, dobil sem še eno grožnjo. Louis, še eno grozilno pismo novega znanstvenika. Prihajam, šef. Poslušajte, kaj sporoča? Nocoj namerava napasti. Pazite se, bedaki. Moj elektrotanazijski žarek bo udaril danes ob 12. Popolnoma bodo uničeni tisti, ki so se mi smejali in se niso zmenili za moja opozorila. Pazite, točno ob polnoči. Kent, pomagajte Louis pri tej nalogi. Dobre ideje ima. Da, gospod. Toda, šef, rada bi sama napisala članek. Ne vem. Hvala, šef. Louis. Šef, vi ne mislite, da je to nevarna naloga? Ura je odbila. Sem novinarka.
Torej, hočete zgodbo? Dal vam bom največjo zgodbo uničenja, kar jih pozna svet. Bo dobra zgodba, gospodična Lane. Novi znanstvenik, ki ustrahuje mesto, je začel z uničevanjem točno ob polnoči. Skrivnostni žarek je zadel slavni stolpni most. Avtomobile in pešce je odplavilo v reko. Policija poziva prebivalce, naj ostanejo doma. To je izgleda naloga za Supermana. To je Superman. Ne morem verjeti, pa to ni človek! To ni človek! Superman ujel norega znanstvenika. Čestitam, Lois, to je bila dobra šola. Da, šef, po zaslugi Supermana.